Gospa ministrica si je ogledala danes že nekaj najbolj prizadetih območij in je na voljo za kakšno izjavo in vprašanje. No, najprej ne povem, da smo se tu zbrali pri kolegih na regijski izpostavi za zaščito in reševanje. In sicer zato, da bi ugotovili, kakšno je stanje na Celjskem, Mozirsko-Savinjskem območju. Tukaj so bili poveljnik civilne zaščite za zahodno-štajersko območje. Tukaj so bili tudi vsi vodje gasilskih enot, ki sodelujejo pri reševanju. Tukaj je župan občine, mestne občine Celje, je tudi minister Žarnič, je direktor Agencije Republike Slovenije za okolje. Tako da smo na tem območju danes poskušali ugotoviti, kako poteka najprej, kako se kažejo ukrepi, ki so bili sprejeti v okviru sistema zaščite in reševanja. Potem smo preverili tudi, kako poteka sodelovanje med poklicnimi in prostovoljnimi reševalci in pa ugotovili smo, kateri ukrepi bi bili tudi v prihodnosti potrebni z vidika preventivnega delovanja, zlasti glede urejanja prostora in pa tudi glede aktivnosti, ki bodo sledile v smislu ocenjevanja škod. Zdaj, kar se tiče stanja v tem trenutku za celotno Slovenijo, lahko rečemo, da pričakujemo drugo fazo nevihtne situacije. Pričakujemo, da bo zlasti problematično preko noči, vendar ne več v tem predelu, se pravi Celjsko-Savinjska regija bo mogoče se nekoliko umirila, kajti večina padavin se seli v jugozahodno in jugovzhodno Slovenijo, v srednje in južne vodotoke slovenskih rek, tako da najtežji del pričakujemo v tem, se pravi južnem delu Slovenije, medtem ko v tem osrednjem štajerskem predelu pričakujemo vendarle nekoliko mirnejšo noč, vendar gasilci bodo ostali v pripravljenosti, dežurajo tako na Centru za obveščanje kot na regijski izpostavi za zaščito in reševanje, kot tudi na občinski. Hudo je v tem trenutku še vedno v Laškem, vendar pričakujemo, da se bo Savinja umirila. Laško je tudi dokaz, da so potrebni konkretnejši posegi v prostor za urejanje vodotoka in tudi celoten ta prostor kaže, da bo za protipoplavne ukrepe potrebnega še veliko denarja v prihodnjih letih. Ste razmišljali oziroma ali je možno, da če razmere zaostrile, da bi na pomoč priskočili tudi vojaki? Mi imamo že v pripravljenosti same zaščitno-reševalne ekipe, tako da imamo v predelu Slovenije, ki ni tako zelo prizadet v tem trenutku z nevihtami in poplavami, gasilce, ki v večjih skupinah, večjih enotah čakajo v pripravljenosti. Ko bomo izrabili te sile, je v pripravljenosti tudi tisti del Slovenske vojske, ki običajno dežura za pomoč pri naravnih nesrečah. Vkolikor in ko bodo sile zaščite in reševanja, se pravi zlasti gasilske enote, izčrpane, pridejo, vstopijo tudi na pomoč, vstopi moštvo Slovenske vojske. V tem trenutku je videti, da bo v prihodnosti, v prihodnjih dnevih predno bolj potrebna oprema, se pravi tehnika, manj moštvo, kajti prostovoljnih gasilcev je veliko. Mislim, da poveljniki tudi dokaj razumno ravnajo z kadrovskimi silami, se pravi, da ne upoklicujejo čisto vseh ljudi in da razumno, racionalno počasi vključujejo v delo tako mešanico poklicnih gasilcev kot prostovoljnih gasilcev in jaz upam, da bodo te občinske in regionalne sile zdržale tokratni pritisk. Je pa res, da so te poplave te dni že takšne, da dosegajo, če ne celo presegajo lanskoletne božične poplave. Tako da je pa res, da so sorazmerno ustrezno razporejene čez celotno Slovenijo, tako da lahko tudi naše sile in sredstva s sistema zaščite in reševanja lahko uporabimo po celotni Sloveniji.